o spravi duhov in teles. Snoči je pripotovalo k meni pismo. Vsebovalo je esej z naslovom Izdaja sveta. Ker je bila podpisana oseba, ki jo imam v čislih, in ker je bil moj tekst za Mons že napisan in sem ga moral le še izpiliti, sem takoj opustil tipkanje in začel brati. Bit obstaja. Dokler smo ljudje, ki bivamo, ko tipamo hrapave in gladke površine narave, okušamo zemljine darove, vohamo njene dišave, ko slišimo utripanje vesolja v bitju lastnega srca. Bit je, ko gledamo svetlost, svetost sveta. Brez človeka ni biti. Ni nikogar, ki bi v katerem se čudežnost bitja ogledovala, se potrjevala, oglašala, nasploh bila kot takšna. Slovenščina ima izjemno jezikoslovno zmožnost izraziti enkratnost sveta, njegovo bistveno neponovljivost, njegovo nedotakljivost, z eno besedo svetost sveta. Svet je svet. Če tudi ga obdelujemo po svojih željah, nam je v bistvu podarjen. Tema, ki sem si jo sam izbral, naj bi se osredotočala na bolj praktično vprašanje. Kaj naj stori necepljen človek, ki nujno potrebuje transfuzijo, a se ob tem zaveda, da krvojemalstvo ne razlikuje med krvjo cepljenih in necepljenih. Skuhal sem si ječmenovo kavo in potem o njej bral naprej. Z naslovom napovedana izdaja sveta si gotovo zasluži mojo pozornost. Kdaj je človek postal sovražnik narave, se je spraševalo pismo. Kdaj se je postavil nad njeno svetost? Kdaj jo je začel izkoriščati vse do lastne krvi? Šele novoveški človek se je dejansko postavil nad naravo kot njen vsemogočni gospodar. V začetku ni bilo videti, da je s tem postal sam suženj, ne narave, ampak brezimnih izzivanj anonimne volje do moči, ki vedno najde primerne osebke, da jo sprovajajo v življenje. In kakšna Ničejeva jasnovidnost, kajti šele zdaj, prav zdaj prihaja ta volja do moči, do svoje moči, ki lahko zares ne le pomrači svet, ampak ga takšnega, kot je morda v zadnjih pojavih še danes, tudi dejansko zatre, ko zatre človeštvo kot v bistvu svobodno bitje. Je konec sveta kot svetljenja svetega. 2 odstavka naprej pa Ničeju se pripisuje, da je inspiriral nemški nacizem z opredelitvijo bistva biti kot volje do moči in človeka prihodnosti kot nadčloveka. Toda Ničejev nadčlovek je človek, čigar bitje kristjanske in dionizične narave, torej človek ljubezni, radosti in sprave s seboj. So ljudmi, svetom kot takšnim. Nadčlovek je imenovan prav zato, ker se je spravil sam s sabo in svetom. Le v tem je nad dosedanjim človekom, torej nadčlovek. To ni bil zgolj filozofski razmislek. Gotovo je šlo za eliptično, a konkretno primerjavo s Hararijevim in Schwabovim biotronskim človekom, ki namerava postati čez nekaj let, nekaj mesecev, morda pa že kar jutri, kakor bogovi. Bral sem naprej o uničevanju sveta, o svetovnem gospodarskem forumu, svetovni zdravstveni organizaciji kot dvoglavi himeri skritega zla, o orožju kot komoditeti, ki širi in ščiti samo sebe pred sabo, o prehranski in farmacevtski industriji, ki drugo dopolnjujeta pri spodkopavanju zdravja. Videti je, pravi pismo, da je Svetovna zdravstvena organizacija stopila na prvo stopnico v urejanju črne prihodnosti človeštva. Postavlja se na piedestal subjekta človeštva, ki bo kot nad zakon urejal vsa vprašanja v zvezi z zdravstvom, zdravili in cepivi in čigar zapovedi bodo obvezni za vse države. Uveljavljali naj bi jih tudi z vojsko nad neposlušnimi državljani. Dokler je še čas, je treba oditi iz tega ferajna. To, kar pokrivata in spodbujata Svetovni gospodarski forum in Svetovna zdravstvena organizacija, je izdaja sveta. To je izdaja vseh nas, zdaj živečih, in vseh prihodnih, je izdaja planeta Zemlje. Splahnil sem skodelico, se vrnil pred računalnik in začel tipkati. Tisto o transfuziji lahko objavim tudi druge. Zdaj so me veliko bolj zainteresirale družbene posledice krvne okužbe. In sem pisal. Živimo v svetu, v katerem so nacistične ideje o rasni
čistosti zločin, ki se ne sme nikoli izgovoriti in ponoviti. Danes pa je krvavo resna reč čistost ali nečistost krvi. Zato je poskrbelo cepljenje proti COVID-19. Nekako polovica Slovenije je zdaj cepljena in ta polovica je za drugo necepljeno polovico pač nečiste krvi. Izraz ni mislim pejorativno. V krvi tistih, ki umirajo od srčnih in žilnih bolezni, nahajajo proste, trnaste beljakovine mrna cepiv. Nam, necepljenim, ne more biti vseeno za cepljenje, češ vsak si je sam poslal, kakor je že hotel. Ker izbira praviloma ni bila zares svobodna. V veliki večini je bila izsiljena s prepričevanjem, groženjem, zastraševanjem, tudi trepljanjem in nagrajevanjem, pa z nenehno kvazi znanstveno propagando, češ zaupajte znanosti, bodite družbeno odgovorni, cepivo je varno in zanesljivo. Cepljenci so torej po večini žrtve, podobno kot mi. Pravzaprav je njim še veliko hujše, kajti njihovo zdravje je zdaj potencialno dosmrtno ogroženo. In tu smo pri drugem razlogu, zakaj ne moremo samo narediti križa nad njimi. Povezani smo prek te krvi. Če necepljeni prejmemo, recimo, prejmemo recimo med operacijo ali po kakšni nezgodi kri cepljenih, nas taka transfuzija lahko okuži z mrnavskimi trnastimi proteini in da je stvar še slabša, kaže, da so trnaste beljakovine lahko navzoče tudi v drugih telesnih tekočinah, celo v znoju. Ali ni že decembra tega leta, lani, dokumentiral tega tako preganjani dr. Peter McCullough, eden poprej najbolj slavljenih ameriških kardiologov in epidemiologov. Se bomo necepljeni primorani v skrbi za svoje zdravje družiti in razmnoževati le med sabo? Tu sem moral spet odriniti tipkovnico. Kajti pred mano se je odprl pogled na pek v bližnje prihodnosti z dvema kastama, nedotakljivima druga za drugo. Kajti mnogi cepljeni nočejo imeti nič z nami, nekateri predvsem iz predlogičnega strahu, da jih bomo kot nosilci virusa okužili. Za še druge pa smo še vedno izdajalci in saboterji ideala družbene odgovornosti. Zatekel sem se po oddih in navdih spet k pismu. Govorilo mi je: problem človeka je, da ne pristaja na svojo končnost kot temeljno določilo svoje biti. V tem smislu ne pristaja na dostojanstvo človeka kot umrljivega in ne pristaja na ranljivost, torej končnost narave kot takšne. Se pravi, da ne živi spravno, ne z naravo, ne s soljudmi in ne sam s sabo. Problem današnjega človeka je, da nima empatije, sočutenja, ne do drugega človeka, ne do živali, ne do narave. Da ima suho dušico, ki niti ne ve za svoj veliki manko. Tako so v temelju porušena vsa človekova razmerja. 4 pravrednote, ki so skupne tudi vsem religijam in ki so znak človeka kot človeka, komaj še vibrirajo v našem življenju. To so svetost življenja, posvečenost mrtvih, dostojanstvo človeka in pa zlato pravilo: ne stori drugemu tistega, česar ne želiš, da bi drugi storili tebi. Slovenska sprava je bila, že ko je bila prvič izklicana kot nuja, da se rešimo himer preteklosti in osvobodimo za sedanjost in prihodnost, razumljena specifično kot sprava z domobranci. Toda sprava je drugačna paradigma našega človeškega bivanja in sobivanja z naravo, z vsemi živimi bitji. To je način dopuščanja drugega in drugačnega, dopuščanja dostojanstva, svobode sočloveka in varovanje narave v biti. Temelj takega načina človeškega bivanja je empatija, sočutenje. Iz njega izhaja spoštovanje življenja in s tem tudi smrti. Iz sočutenja izhaja zavest povezanosti z vsemi živimi biti in hvaležnost za podarjenost lastnega bivanja. To je sprava. Rekel sem si: kdor išče, ta najde. Kdor trka, se mu bo odprlo. In začel pisati. Priče smo novi delitvi, hujši od tiste med NOB. Tedanji razkol med črnimi in rdečimi je bil strahota, ki pa je bila potencialno popravljiva. Vsak posameznik se je lahko miselno spreobrnil. Zdajšnja delitev pa je irreverzibilna. Kdor je že cepljen, ne more postati necepljen.
pa čeprav se odloči, da se ne gre več. A zakaj bi se sploh odločil, da se ne gre več, če pa mu oblastniki, mediji in zdravniki še naprej podkladajo laži? Odločil se bo, ker od njega to terjajo njegovi mrtvi. Najhujši peko je na zemlji tisti, ki se skriva za domačimi stenami. Poznane so mi mnoge hiše, kjer je govor o covidu tabu, ker niso vsi do zadnjega cepljeni oziroma vsi do zadnjega necepljeni. Družine so razklane, mnoge so že razpadle, še več jih je v zadnjih vzdihljajih. Botra smrt pa medtem kosi, ne glede na tabu. Smrt, ki pride dovolj kmalu po odmerku in ima značilno simptomatiko, polaga na matere, očete, žene, soproge, sinove in hčere, ki so v dobri veri tako ali drugače poskrbeli za cepljenje svojih najbližjih, strahotno breme tlačene krivde. Pred takšno, da rečem, antično tragiko je težko ne zatiskati si ušes in oči. Ampak saj veste, car Lazar ima kozja ušesa, je zapiskala pastirčeva piščal. Drži tisto, kar je rekel neki moj sorodnik. Naši mrtvi govorijo potihem, a vse bolj razločno. Teh smrti je danes toliko, da se narek oblastnikov vse bolj zatika. Če glas o smrtih in pohabah ne more iti prek medijev, gre pač od ušesa do ušesa, iz ust do ust. Smo morda na sredi poti. Status cepljenosti, necepljenosti je v današnjem svetu neodstranljiva in obenem neizrekljiva realnost. Cena za razliko pa je pogostoma kar življenje samo. Kako v družini, v zakonski zvezi, v razredu, v službi, med prijatelji upoštevati ločitev po krvi, ne da bi se človeška družnost sama skoagulirala? V tabuiziranih delitvah se skriva največja nevarnost za kakršnokoli prihodnost našega naroda in nasploh za človeka. Tesnobo, ki jo širi pretesni mentalni okvir, je treba osmisliti. Zaklicati, drži, cepljenje potencialno ubija, ampak če se ustavite zdaj in se ne greste več, ste veliko bolj varni osebno in za druge, kot boste, če greste še naslednjič pod iglo. In res se slišijo tudi že očitki cepljenih. Če ste vedeli, zakaj nas niste opozorili? Zapisane misli so me tako utrudile, da sem se samo še v poteku spat. Vso noč do zore so me tlačile moreče sanje. Zgodaj zjutraj sem vstal in šel brat pismo naprej. To se je zdaj ozrlo v razklano slovensko preteklost. Se vrnilo k kristanjevalnemu valjhunstvu na samem začetku narodne zgodovine, potem k luteranski reformaciji, ki je dala ljudem dar branja, in k protireformaciji, ki jim ga je spet vzela kot privilegij duhovščine, pa nazadnje v eno B, ta kontrapunkt revolucije in protirevolucije. Vsak od teh razkolov nas je neizbrisno zaznamoval. In bral sem. Razklanost še traja. Vsaka malenkost, vsak problem, ki se zgodi, je nova spodbuda za nadaljevanje razkola. Tako recimo vprašanje koristnosti oziroma škodljivosti cepljenja proti covidu. Je glede na dolgoživost nespravljivosti pri nas sploh možno misliti na spravo? Je spravljivo bivanje in sobivanje iluzija? Menim in upam, da ni. Po vsem svetu se dvigujejo glasovi proti vojnam in zavarovanje narave, zavarovanje življenja in dostojanstva ljudi, zavarovanje rastlinskih in živalskih vrst. Na mnoge načine prihaja do izraza zavedanje, da smo zase, za človeštvo, za življenje kot življenje in za sam planet Zemlje so odgovorni. Bojim se le, da bomo prepozni. Odpisal sem na pismo in hkrati pisal vam, draga moja, če nam cepljenih ne bo, sočutno mar, češ sami so si krivi, bo to dvakrat narobe. Najprej gre za moralni zadržek. Vsak na tem svetu ima pravico do zmote. Jezus ali napake. Jezus je to vedel. Zato je lahko v Getsemanijskem vrtu odpustil Petru njegovo trojno zatajitev in mu je celo volil kot dediščino bodočo cerkev, Petrovo skalo. Drugič, in to je morda celo pomembnejše, pa bi bila izločitev cepljenih strel v naše koleno. Ker prav ti, ki zdaj začenjajo pomalem prestopati na našo stran, imajo zaupanje in dostop do medijev, do organov, do odločevalcev, zato da lahko beremo o njih in jih slišimo.
Mi smo za medije še vedno persone non grate. Spreobrnjencev pa za zdaj nihče ne cenzurira. Morda zato ne, ker vsi na tihe mislijo, da gre za novo partijsko linijo globalistov. Če jih torej sprejmemo, če smo, kot pravi tvoje pismo, do njih sočutni, potem jim moramo tudi dejavno pomagati. Saj kdo drug pa premore naše praktično znanje? Koliko vsega smo se naučili, magari iz lastnih napak v teh 3 letih. Ravno danes recimo sem prejel v e-nabiralnik slovenski prevod dne 27. januarja posodobljenega priročnika za razstrupljanje od okužbe s covidom in od cepljenja proti njemu. Do take literature cepljeni skoraj ne morejo priti po njim znanih dogmatično utrjenih poteh. Le mi jim jo lahko posredujemo. A kako naj to storimo, da nas ne zavrnejo algoritmi ali predsodek ali nezaupanje? Navzočim vam in njihovim kolegom, vašim 10 pa potem naslednjim 5 in tako naprej, predlagam, da naj, če poznajo koga od odločevalcev, temu lepo z roko napišejo prijazno pismo, v kateremu na kratko pojasnijo razloge za pismo in za svojo skrb. Ker povsem mogoče je, čeprav za naše glave neverjetno, da živijo odločevalci v tako sjajni osami, da dejansko sploh nimajo pojma o tem, zakaj gre. A veste, na Švabovem dvoru, tistih kulisah, tistem razkošju postaneš Buba Švaba. Vsak naj to piše svojemu prijatelju, sorodniku, znancu med odločevalci. Prebojeni cepljeni pa lahko po drugi strani naredijo veliko za našo stvar že samo s tem, da spregovorijo. Njihov glas o lastni stiski ali izgubi bo, kakor je to paradoksno, odmeval bolj od našega. 3 leta že si prizadevamo, da bi nas kdo upošteval. Skoraj za manj. Algoritmi na družabnih omrežjih in cenzura v drugih medijih so skrbeli, da nas zunaj naših krogov ni bilo. Zdaj se oblaki, kot je videti, pomalem odstirajo. Resnica skazica. Tudi vidna trobila globalistov, recimo Newsweek, zdaj objavljajo meditacije skesancev, ki predlagajo, da je čas za splošno skupno amnestijo. Sam pravim, sprava vsekakor, ne pa amnestija. Kajti sočutje do žrtv nam brani, da bi bili sočutni do njihovih krvnikov, da bi čutili z njimi. Sklep o odločevalcih in njihovih rabljih lahko počaka, nimajo kam uiti z tega planeta. Cepljeni in necepljeni pa moramo, da se molk prebije, delati že zdaj z roko v roki. To bo najbolj čvrst temelj sprave. Še 3 opombe. O tveganju pri transfuzijah boste našli uporabne napotke v mojem razmišljanju Kri naša nevsakdanja v spletni reviji Metropolitan. Tam pišem kot Prešernik. Objavljen bo danes ob 19. ali pa že je. Glede priročnika, o katerem sem govoril, razpošljite svojim cepljenim link, niste vam treba nič drugega zapomniti, World Council for Health, in to se vse skupaj piše, org. Pa pod resources najdete. Lahko pa seveda meni pišete, pa vam bom poslal. Pismo o izdaji sveta pa je napisala prijateljica Spomenka Hribar. Zahvaljujem se ji za dovoljenje, da sem lahko prosto navajal iz njega. Hvala.